Spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, člani uprave, novinarji, drugega ne vidim. Vsem lep pozdrav na današnji 15. redni seji občinskega sveta Radenci. Predlagam, da začnemo z sejo. Najprej ugotovimo sklepčnost. Od 16 izvoljenih svetnikov in svetnic je prisotnih 12, 2 sta se opravičila, Mir Zlatko in Ravtar Srečko, 2 pa še upam, kada prišla, to je gospod Klobasa in gospod Toplak. Prva točka je potrditev zapisnika redne seje občinskega sveta. Jaz bi prebral tiste odgovore na postavljena vprašanja, ki niso bili podani na prejšnji seji. Pol pa bi vsi ste dobili ostali del zapisnika, tako da bomo pol glasovali o sprejemu zapisnika takšnega. Gospod Franc Himereh je vprašal, kdaj se bo na Radenskem pokopališču uredil in nadomestil video nadzor, saj se ljudje pritožujejo, ker se tam pojavlja veliko tatvin. Odgovor. Podajamo vam kratko mnenje vezano na video nadzor oziroma namestitev varnostnih kamer. Predmetno področje ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov, sicer pa v zvezi s predmetnim področjem obstajajo mnenja oziroma stališča, ki jih podaja informacijski pooblaščenec. Informacijski pooblaščenec je izdal tudi posebne smernice glede video nadzora, v katerih natančno opisuje vse obveznosti vezane na izvajanje video nadzora. Spodaj vam podajamo kratek povzetek zahtev, ki morajo biti izpolnjene skladno z zakonom. Primarno je pomembno, da izvajalec video nadzora obvesti posameznike, da se na posameznem kraju izvaja video nadzor, in sicer mora takšno obvestilo vsebovati podatke, da se izvaja video nadzor, naziv osebe javnega in zasebnega sektorja, ki ga izvaja, ter telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema. Nadalje so vsi izvajalci video nadzora, ki sodijo v javni sektor, zavezani pisati zbirko videoposnetkov v register. Torej, izvajalci morajo sprejeti katalog zbirke videoposnetkov ter ga priglasiti v register zbirk osebnih podatkov pri informacijskem pooblaščencu. Upravljalci morajo v svojih aktih predpisati organizacijske, tehnične in logično-tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določiti tudi osebo, ki je odgovorna za evidenco video nadzornega sistema, ter osebe, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke v evidenci video nadzornega sistema. Natančnejše obveznosti izhajajo iz zakona o video nadzoru. V zvezi s snemanjem pokopališč v zakonodaji Republike Slovenije ni posebne ureditve, zato se uporabljajo splošne določbe zakona o video nadzoru. Informacijski pooblaščenec stoji na stališču, da je potrebno pred postavitvijo kamer, ki bi lahko posnele osebe tako, da so ti določljivi, opraviti presojo vplivov na osebne podatke. Poleg tega lahko upravljalec javnega sektorja izvaja video nadzor le izjemoma, in sicer, kadar je takšen nadzor nujno potreben za izvrševanje konkretne zakonite pristojnosti, naloge in obveznosti javnega sektorja in se z izvajanjem video nadzora ne poseže v upravičen interes posnetih posameznikov. Torej, na javni površini je možno in dopustno snemanje, če je tak ukrep nujno potreben za varnost ljudi in premoženja ob upoštevanju načela sorazmernosti. Pred uvedbo video nadzora je potrebno oceniti vrednost premoženja ter verjetnost, da bo prišlo do poškodovanja ali odtujitve tega premoženja. Iz stališča informacijskega pooblaščenca nadalje izhaja, da bi se takšni posnetki javnih površin lahko pregledovali v primeru varovanja premoženja oziroma v primeru vandalizma oziroma ob nekem deviantnem dogodku, ki bi bil videoposnetek le dodaten dokaz v prekrškovnem in kazenskem postopku. Informacijski pooblaščenec se je od konkretnega vprašanja že opredelil v mnenju številka ta z dne 28.10.2013 pri Ponki, kjer je navedel, da zaradi preprečevanja kraj na pokopališču oziroma na grobovi ni dopusten video nadzor celotnega pokopališča.
Saj takšen ukrep ne odtehta posega v zasebnost obiskovalcev pokopališča ter pri tem poudaril, da je varovanje dobrine možnost zavarovati tudi na druge načine, ki manj posegajo v zasebnost posameznikov. Se je pa informacijski pooblaščenec postavil na stališče, da pa bi bil možen video nadzor zgolj delov pokopališča, kjer je polje za zasebnosti obiskovalcev manjše, na primer izključno poti na pokopališče, kolikor bi bilo to tehnično mogoče. Na koncu še pojasnjujemo, da kolikor imate še dodatna vprašanja vezana na konkretni primer, vedno obstoji možnost, da se informacijskemu pooblaščencu postavi konkretno vprašanje, na katerega informacijski pooblaščenec poda svoje mnenje oziroma stališče. Takšni smo mi dobili odgovor. To bomo pozneje, če je trebalo kako dodatno vprašanje. Bolj zanimalo ga je tudi, kdaj bo narejena razsvetljava od vikenda do relca. Odgovor: omenjena infrastruktura je v lasti zdravilišča, katero je že večkrat bilo opozorjeno na to, da razsvetljava ne deluje in je poškodovana. Ni naša last, ne. Zlatko Mir je povedal, da prihaja iz seje zdravstvenega doma Gornja Radgona, kjer je bilo govora o najemu prostorov v lekarni Špingler za potrebe delovanja zdravstvenega doma. O predmetnem predlogu naj bi razpravljali že župani, kjer so predmetni predlog sosednji župani potrdili, razen župana Radenca, ki je bil proti. Povedajo tudi, da je na predmetni seji bil glasovan sklep, da se za delovanje zdravstvenega doma Gornja Radgona vzamejo začasno najem prostorov lekarne Špingler. Predlagajo, da naj ne bi bil ta najemni prostor v lekarni Špingler, ampak bi se za to dejavnost lahko izvajalo v vrtcu Radenci. Povedano mu je bilo, da je najemnina za zobno mlato sedaj dvakrat višja, kot naj bi bila najemnina v lekarni Špingler. Predlagal je, da se naj občina pogaja z zdravstvenim domom Gornja Radgona o najemu prostorov za otroški dispanzer. Povedal je še, da naj bi imel zdravstveni dom že narejene projekte za izgradnjo prizidka, s katerimi bi lahko rešili prostorsko stisko. Odgovor: po pregledu najemne pogodbe med vrtcem Radenci, Radenskimi mehurčki in zdravstvenim domom Gornja Radgona ter na podlagi telefonskega razgovora z gospodom Horvatom ugotavljamo, da je podatek o višini najemnine, ki je bil izpostavljen na zadnji seji sveta Zavoda zdravstvenega doma Gornja Radgona, ne drži. Vrtec za najem prostorov zasebne ambulante najemnine ne zaračunava, zaračunavajo pa obratovalne stroške rednega vzdrževanja in druge stroške v skladu z pogodbo. Srečko Ravtar povedal je, da na Kapeli, na križišču ni table, kapelsko pokopališče, predlagajo, da se predmetna tabla postavi pri nekdanji gostilni Dunaj. Tabla za pokopališče Kapele, odgovor, naj bo postavljena na primerne kraje v izdanem soglasju pristojni inštituciji. Na svetu osnovne šole Kapele je bila podana pobuda, da za položitev ležeči policaj na cesti, ki poteka za šolo pod rokometnim igriščem. Povedal je tudi, da se je končno začela gradnja pločnika Radenci Kapele, že po nekaj posegih se vidijo nekatere nelogične napake, katere je mogoče še popraviti. Ker ima sam 12-letne izkušnje z ulično razsvetljavo, je mnenja, da luči ne moreš postaviti na dovozno cesto k hiši ali v križišče. To je namreč zgodilo sedaj na križišču pri gospodu Plemenitašu. Mnenja je, da se predmetni kandelaber lahko postavi bolj desno, drugi kandelaber pa stoji na cesti, ki pelje do nekdanjega vulkanizerja gospoda Domajnka. Če se pelješ iz Kapele proti Radencu, je že sedaj težko zapeljati na njihovo dvorišče. Kako težko bo še takrat, ko bo narejen pločnik, saj se bo dovozna pot zožala. Povedal je še, da če nadzornik takšni napak ne vidi, ga je potrebno zamenjati. Odgovor: postavitev stojišča za javno razsvetljavo pri odcepu proti hišam Paričjak 10 in Paričjak 12 je v skladu s projektom. Trenutno je videti, da bo steber javne razsvetljave na samem vozišču, vendar temu ni tako. V končnem stanju je to križišče zmanjša in bo steber postavljen za pločnikom, tako kot je v projektu predvideno. Nadzor gradnje v času gradnje mora opravljati mora opozarjati pripravljalca projekta. Tudi o postavitvi predmetnega stojišča je projektant opozorjen. Nadzor gradnje pa ni tisti, ki bi smel projekt spreminjati. Lahko ga spremeni le projektant. Je pa zdaj, ko ste videli, da je že postavljen ta kandelaber, pa da je v redu, tako kak je, ne. Gospod Jožef Toplak je povedal, da so ga občani Manejskega vrha opozorili, da so bankine zelo slabo utrjene ter da je voda odnesla pesek, ki je bil navožen na bankine.
Odgovor. Predstavnik upravljalca občinskih cest Pomgrad cestno podjetje, delniška družba, je podal odgovor in povedal, da bodo navedene odseke uredile bankine do 1.3.17. Tisti, ko so urejene že, ni govori na to. Povedal je, da je bilo potrebno v Kobilščaku namestiti ležeče policaje. Odgovor. Glede namestitve ležečih policajev na naveden odsek ceste je potrebno strani Sveta za preventivo vzgojo v cestnem prometu pripraviti predlog izvedbe in namestitve ovir. Potrebno je določiti mikrolokacije, določiti vrsto, dolžino in višino ovir glede na frekvenco prometa. Prav tako je potrebno pridobiti finančno oceno stroška izvedbe ovir in strošek predvideti v proračunu. Prav tako ga zanima, kdaj bo na dnevnem redu elaborat o vodi in omrežnini. Odgovor. Na sestanku Skope je bil obravnavan osnutek elaborata za vodooskrbo za območje sistema C. Upravljalcu je naloženo, da pripravijo osnutek čistopisa elaborata, ki bo pripravljen predvidoma do 1.3. Danes smo imeli sestanek glede tega. To so odgovori na postavljena vprašanja. Jaz pa bi predlagal, da obravnavate zapisnik. Če ima kdo kakšno vprašanje, Janez, izvoli. Vsem skupaj lep pozdrav. Hvala za besedo. Nimam vprašanja. Imam eno svoje mnenje in tudi nimam pripombe na zapisnik, ker je zapisnik korektno in pošteno zapisan. Vendar me motijo odgovori nekaterih državnih inštitucij. Kar se tiče zavarovanja pokopališč oziroma video nadzora na pokopališčih, sem jaz mislil sprožiti že pred več kot letom dni. Na srečo je potem Niko o tem spregovoril, zadnjič je celo Feri potem o tem spregovoril. Vse to je v redu, dokler nismo dobili odgovora državnih inštitucij. Vse to, kar je v tem zapisniku napisano, to je resnica. Naša slovenska zakonodaja je takšna. Ampak mene zanima nekaj drugega. Dokdaj bomo mi ovce? Dokdaj bomo sledili temu, kar nam naši parlamentarci, naši ljudje, ki smo jih mi izvolili, sprejemajo takšne zakone? Nikoli nisem imel prilike, da bi vplival na sprejem tega zakona. Tudi danes nimam, lahko da podam svoje mišljenje. Leta 1990-1991, ko se je zakon o varstvu osebnih podatkov sprejemal, takrat se je meni želodec obračal, ker sem vedel, kaj se bo zgodilo. Ampak takrat se je bila ena druga situacija. Takrat so vsi tisti, ki so prišli na oblast, mislili, da treba vse tisto, kar je bilo prej, rušiti, ker je bilo vse za nič in da bo zdaj, ko bodo oni na oblasti, vse drugače in vse boljše. Mene ne zanima, kaj meni pravi Evropa. Mene ne zanima, kaj misli moj poslanec, ki sem ga izvolil, pa ga nikoli v življenju več ne bom volil. Mene zanima to, dokdaj bo nekdo meni na pokopališču lahko kradel, pa uničeval moj spomenik, jaz se pa ne morem zaščititi, ne morem si zaščititi svoje lastnine. To mene zanima. In zato dajem pobudo, tako kot sem že nekajkrat na odborih povedal, ne poslušajmo vse to, kaj država nam pravi, kaj bi mogli, pa kaj ne bi smeli, pa ne vem, kaj vse skupaj. Dajmo enkrat, če ne drugače, gremo tudi na ulico in dajmo uveljaviti svoje interese. Dajmo te naše poslance, enkrat skličimo zbore občanov, ne to, da se župan pa občinska uprava muči na zborih občanov. Pokličimo naše poslance, ne naši poslanci odgovarjajo na ta vprašanja. Jaz kot strankarski človek v zadnjih letih, lahko mi potrdite, ne vem, v moče drugih strankah imate te možnosti, nikoli nisem imel možnost, da bi razpravljal o sprejemu kakšnega novega zakona. Nikoli. Se pravi, da je čisto brez veze, da sem v stranki. Sem pa takrat, ko sem bil na volitvah in ko so meni ljudje dali glas, takrat postal zavezan, da bom skrbel za te naše občane. Ne samo za svoj grob, zdaj, če govorimo o pokopališču, ampak za vse nas. In to mene muči. Dokdaj bomo ovce in dokdaj bomo sledili državni zakonodaji, da bodo govorili, kaj mi lahko, pa kaj ne smemo. Mi smo tisti, ki moramo reči, to ni prav in to se mora spremeniti. Toliko samo sem to, ni pa pripomba to na zapisnik. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa, diskusija je odlična, pa vse to je res, pa drži, vendar smo mi sposobni rešiti. Edino, če gremo postaviti to, da preko krajevne skupnosti postavimo, pa bomo riskirali koliko kakva, da je pač sankcija ali kakva, da je kazen, da je pač nekdo odgovarja, či pa naj bo nikšne kazni, pol pa tako vredo. Nisem jaz proti, da ne bi postavili. Smo pa naredili vprašanje, pa odgovor smo dobili takšen, kakor sem ga prebral. Če ni druge razprave, izvoli Miroše. Lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz bom pa eno pripombo oziroma ne vem, kako naj rečem, na zapisnik in po točko AD5 in AD6. Točka AD5 je imenovanje člana v svet zavoda SŠGT. AD6 imenovanje člana v Pomurske lekarne. In v sklepu nikjer ni napisano ime. Jaz mislim, da bi moglo biti napisano ime, ker to je zapisnik. Hvala lepa. Ja, hvala za pripombo. To sem jaz tudi gotovo nisem hotel opozarjati, je pa umestna pripomba, pa da se v zapisniki popravlja. Izvoli Nikoše. Vsem skupaj lep pozdrav. Kar se tiče razprave kolega Janeza, krajevna skupnost Radenci bo naredila vse, da se zadeva na pokopališču na nek način obvezno uredi, ker je to ne obljuba, ampak to so razgovori z kar nekaj ljudmi, katerim se stvari dogajajo in ni pošteno, da se vsaj ne poskuša nekaj narediti. En način bomo sigurno našli bomo tudi finančna sredstva za to, ker imamo to tudi v programu. Toliko. Če ni, bi zaključil razpravo, ugotavljamo prisotnost. Prosim, če 2, 4, 14, 13 prisotnih. Glasujemo, kdo je za sprejem tega zapisnika v tej predlagani vsebini z popravki, ki so bili predlagani zdaj. 12, kdo je proti? Vsi ste za, ne? Klobasa. Aja, te pa je eden manj glasoval, eden ni glasoval, mi pa proti. Hvala lepa. Bolj bi prešli na drugo točko dnevnega reda. To je informacija o dejavnosti župana med sejama. Jaz bom probal zelo kratki biti. Upravili smo razgovor na DSU-ji v Ljubljani zaradi parka, bazena in tega. Nismo dobili konkretnih odgovorov, kaj bi lahko, koga bi morali, pa kako bi morali. So nam razložili, kaj je, kakšna je situacija, pa takoj smo se najavili na razgovor pri Savi in od tam še nismo dobili termina, da bi se lahko s Savoj dogovorili, kaj oni mislijo in kako do se odločili glede nakupa oziroma ali vknjižbe na lastninsko pravico oziroma na njihov kapital DSU-ja. Ko do oni to odgovor dali oziroma če do nam povedali, kaj bodo dali, mi bomo jih prosili, da bi čim prej dali, takrat se lahko začnemo pogovarjati z DSU-jem ali o odkupu ali o prenosu lastnine na občino. Menimo se za bazenski kompleks. To je glede DSU-ja. Za vodovod sem danes bil, zdaj malo pred 3:45 sem prišel iz Ljutomera, tam smo imeli od 10 do 3:45 sestanek, pa sem še predhodno odišel od tam, vendar glede elaborata imamo tako daleč pripravljeni, da lahko gre v presojo občinskim svetom. Občinski sveti o tem elaboratu bomo razpravljali verjetno na naši seji eni tam med 15. pa med 20. marcem. Verjetno bolj proti 20. zato ker določen rok more poteči oziroma od sklica vabila, vsaj se ne ni. Sklicali bomo vredno sejo, pa bomo videli, če bomo še takrat slučajno kako točko dali v glavnem za vodovod, se posebej pogovarjali na eni od sej v tem mesecu. Naj pa bi do konca meseca bil ta elaborat sprejeti, pa naj bi bilo veljave z 1.4. Vsi imamo verjetno neke razmišljanja pa pripombe glede drsališča v Radenci, ki je bilo v mesecu konec decembra pa začetku januarja.
Tu niso še vsi stroški plačani, pa niti ne bodo, zato ker dokler ne bodo tega odstranili, mi urgiramo, smo večkrat že urgirali, da bi morali odstraniti, pa ne odstranijo prej, kako so obljubljali, kako so pedantni in pa tako dalje. Zdaj vidimo, da to ni res. Da pa je bilo 1600 drsalcev preštetih na tem drsališču, pa da je to ne tako bilo obiskano, kako smo si pač želeli vsi skupaj. Bomo pa pol na eni naslednji seji tudi povedali vse stroške točne, kakšne so vse nastale. Omenil bi, da smo pomurske lekarne, je bilo na pomurskih lekarnah sprejeto sklep, da se del dobička, ki je bil ustvarjen preteklih leti, razdeli med občine, pa mislim, da imamo mi neki okrog 85 000 evrov za dobiti, sicer imamo to že v proračuni na drugi način porabljeno, vnešeno kot prihodek. To pa mogoče bi čisto na kratko omenil zadevo, ki ste brali, da bi naj Cerop kupil pomurski radio Murski val. Tisto smo takrat, ko smo imeli sejo svetu ustanovitelja, od 24 županov ali pa predstavnikov občin je 22 nas bilo takrat, jaz sem sicer na začetku bil vzdržani, ko sem rekel, da moramo prej imeti predhodno mnenje občinskega sveta, vendar ko se je večino županov odločilo za, sem jaz tudi sicer rekel, da samo moramo pa na seji obravnavati. S tem, da pa je, ko je Sobota odstopila od sklepa, takrat so glasovali za, ko pa je odstopila, smo pa mi takoj tudi dali izjavo, da ne želimo sodelovati. Če tista občina, kjer je sedež tega podjetja, ne želi biti solastnik tega firme, pa obdržati to firmo, pol imamo mi še toliko manj. Rekel sem tudi, da imamo mi na tem desnem bregu Mure radio Maxi, pa da smo tudi z tem radijom zadovoljni, pa vse stvari, ki pač želimo objavljati, lahko tudi na tem radiju objavljamo. To je glede tega. Mislim, da ta zadeva ne bo šla naprej. Je pa res, da pa, če je večina občin soglaša, nad 50% lastninske pravice v Ceropi primer, je ta zadeva za njih obveza. Mi pa bi to kupnino zdaj morali plačati 18, 19 pa 20 leto v 3 letih, tako je bilo tam predlagano, nas pa bi to koštalo, mislim, vsega skupaj v 3 letih 21 000 evrov. Toliko, da imate točno informacijo bolj. To je glede informacije o dejavnosti župana med sejama, ne bi tisti vse stvari razlagal, pa bi prešli na 3. točko vprašanje in pobude svetnic in svetnikov. Izvolite, beseda je vaša. Janez, ti si se prvi prijavil. Hvala za besedo še enkrat. Jaz se upravičujem, danes bom malo daljši. Ampak ne morem pomagati, moram povedati tisto, kar me teži in tisto, kar moramo slišati. Kolega Miro je za Cerop postavil obširno vprašanje, videli smo, kak odgovor je dobil, tudi jaz sem zadnjič dobil odgovor, videli ste kakšnega. Danes je moje naslednje vprašanje samo nadaljevanje tistega, kar sem zadnjič povedal. In sicer oblikovanje cen storitev, ki jih za občane izvaja Cerop Puconci. Na 14. redni seji občinskega sveta dne 29.12.2016 sem postavil svetniško vprašanje, ki se je nanašalo na oblikovanje cen Cerop Puconci in s tem povezano obveznostjo občanov občine Radenci za plačevanje obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. Na isti seji sem dobil čudovit pisni odgovor direktorja Cerop Puconci Franca Cipota. Odgovor je bil zelo korekten, pisan z manirami kulturnega človeka. Pisanje je bilo kot čudovit, prosti spis, kjer ni nihče nič kriv, nič odgovoren, vsi bi naj bili zadovoljni, saj vendar vse v najlepšem redu. Vendar moram poudariti, da je odgovor v celoti udaril mimo tistega, kar je bil namen svetniškega vprašanja. Ne bom razglabljal podrobneje, ker sem svoj namen nakazal že v prvem vprašanju, podrobneje pa je to problematiko s svojim vprašanjem razčlenil tudi svetniški kolega Miroslav Madon, ki je dobil odgovor, kakšnega je pač dobil. Jaz zato mojega svetniškega vprašanja več nisem hotel naprej poslati, ker nočem, da mi direktor odgovarja. Župan
Moram pa vendarle izpostaviti naslednje. Župan je na zadnji seji pojasnil, da smo v naši občini dosegli v celoti zastavljeni cilj, in sicer, da vsi naši ločeno zbrani komunalni odpadki prispejo v Cero Puconci, kar je res in kar je velik uspeh naše občine. In iz te osnove se sedaj porodi naslednje vprašanje. Končni obdelovalec ločeno zbranih komunalnih odpadkov Cero Puconci se temi odpadki služi. Prvič, kovinski odpad se na trgu prodaja. Drugič, v elektronskih napravah so plemenite kovine, ki dosegajo visoke cene na trgu. Tretjič, odpadni papir se na trgu prodaja. 4. Z plastično embalažo, če se z njo že nič ne zasluži, pa vsaj ne predstavlja strošek za Cero, saj so v Sloveniji firme s koncesijo, ki so dolžne prevzemati plastični odpad. 5. Večino biološkega, pa tudi nekaj mešanega odpada Cero predela v kompost, ki ga prodaja tudi nam, ki smo mu že tako plačali z obdelavo in odlaganje. 6. Zelo malo odpadkov je takšnih, ki gredo na deponijo, kar je potrdil tudi direktor v prejšnjem odgovoru, torej ko je meni odgovarjal, ko je napisal, da so odlagalne površine nezadostno zasedene in zato vozijo odpadke tudi od drugod, torej je v tem pogledu strošek, ki odpade na nas, zanemarljiv. Mi svetniki, še manj pa občani, ne poznamo denarnega toka Cero Puconci, zato je z nami zelo lahko manipulirati ter nas zavesti v stroškovnem labirintu. Bistvo mojega pisanja je v tem, da Cero Puconci z našimi smetmi služi, ter da ima razen amortizacije, ki je seveda neodložljiv strošek, z nami zaradi količinsko malega odlaganja odpadkov na odlagalna polja tudi minimalni strošek. In na podlagi teh zapisanih ugotovitev me zanima, ali ne bi bilo možno, da bi bil v položnici za odvoz komunalnih odpadkov znesek obdelave in odlaganja nekoliko nižji. To pa je bilo bistvo mojega vprašanja tudi že zadnjič. V zadnjem obdobju pa so me zbodle tudi naslednje zadeve, in na katere bomo morali dobiti odgovore. Prvič, nakup večinskega deleža Radio Murski Val, nakup 60% deleža družbe GMT v družbi Murski Val. Solastnik Murskega Vala je še podjetje Trilan. Iz medijev smo izvedeli, kdo je glasoval za sprejem takšne odločitve. Ali so glasovalci imeli za to pooblastila sredin, iz katerih prihajajo. Pustimo zdaj zgodbo, ki se je na koncu razpletla, ampak takrat so bila to dejstva. Drugič, kdo je Francu Ciputu oziroma Cero Puconci odobril nakup stavbe bivše družbene prehrane v Murski Soboti? Direktor Cipot tega ni naredil brez soglasja za to pristojnega organa. Verjemte mi, ni neumen, ni naiven. Tretjič, in to poslušajte, kaj je z 20 000 evri, ki občanom občine Radenci dolguje za vrnitev Cerop iz naslova preveč zaračunane dajatve iz leta 2011. Zadeva pa do danes še ni realizirana. Bi pa morali denar dobiti povrnjen vsi, ki plačujemo položnice. Torej, mi občani s preplačevanjem storitev preko položnic tiho, molče financiramo investicije Cerop, katere pa z osnovno dejavnostjo, zaradi katere je bil Cerop ustanovljen, nimajo nič. To je bila moje prvo vprašanje ali pa pobuda. Naslednje. Obramba proti toči. Člani odbora za kmetijstvo so na 3. seji dne 13.10.2016 obravnavali sistem obrambe proti toči. Glede na to, da je bila obramba v preteklem letu izjemno neučinkovita, predvsem pa prepozna, je bilo izraženo izjemno nezadovoljstvo nad tem. Upoštevati je potrebno dejstvo, da smo pretežno kmetijska pokrajina, ker ogromno družin živi izključno od kmetijske proizvodnje in je zato potrebno doreči sistem, ki bo najbolj zagotavljal socialno varnost teh družin. Bodisi da je to obramba proti toči,
Bodisi, da je to subvencioniranje zavarovalnih premij. Komisija za pripravo predloga dodelitve pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2016 je za namen subvencioniranja zavarovalnih premij razdelila vsa za ta namen razpoložljiva sredstva in to 8.000 evrov. Lani je bila pogodba z Mariborskim letalskim centrom za namen obrambe pred točo se strani občine Radenci podpisana, prav je, da se te datume zdaj malo zapomnite, 18.5. Po poročanjih medijev pa se je dejansko obramba z letali pričela šele v začetku julija. Na našem območju smo imeli točo 24.3. ob 12.15, 23.5. ob 18. in 13.7. ob 18.10 uri. V času prvih dveh toč obramba sploh še ni delovala. V tretjem primeru pa je bila obramba neučinkovita, saj je toča povzročila ogromno škode na vseh poljščinah, kjer se v trajnih nasadih škoda kaže tudi še v letošnjem letu. Odbor za kmetijstvo je na navedeni seji predlagal, da je potrebno v primeru, da bomo še naprej pristopali k programu obrambe proti toči, zagotoviti, da bo obramba uspešna, predvsem pa, da se bo pričela v času, preden se v normalnih razmerah lahko pričakuje neurje s točo. Zato je potrebno doseči dogovor med vsemi pomurskimi občinami ter zahtevati od Ministrstva za kmetijstvo, da se v ta namen pravočasno zagotovijo sredstva ter pravočasno podpiše ustrezna pogodba z letalskim centrom v Mariboru. Naša občina ima za ta namen v proračunu, ki ga bomo danes sprejemali, rezervirana sredstva v višini 1953 evrov. Če bo obramba ponovno tako pozna in neučinkovita, smo že danes vrgli ta denar v stran. Zanima me, kaj smo do sedaj in kaj bomo v bodoče storili v tej smeri. Meni je čisto vseeno, ali bomo rekli, ne gremo več skupaj z obrambo proti toči, gremo z subvencioniranjem karkoli, samo takšno stanje, kot je zdaj, je nesmiselno. Ja. Če še lahko. Jaz se opravičujem, ampak gledajte, zato smo tu, da nekaj stvari dorečemo. Odbor za kmetijstvo, tu je predsednica, lahko potrdi, smo, pa tu je tudi član tam, smo na zadnji seji sprejeli sklep, da pripravimo, hvala, ne bom pil, ne bom pil, hvala, da pripravimo pisni protest na način poplačila škode po pozebi. Torej lanski pozebi. Tega ne bom vsega bral zdaj več. Bom pa samo v kratkem povedal, ker se mi zdi pomembno, da veste, zakaj se gre. Tako kot sem prej govoril o tem, da smo ovce, pri tem, da si ne moramo svojega premoženja zaščititi, tako smo tudi pri tej pozebi ovce. To, kar je država zdaj naredila z povračilom škode po lanski pozebi, je katastrofa in se ne sme zgoditi, ne bi se smelo zgoditi in se več ne sme ponoviti. Ta protest bomo po odločitvi odbora za kmetijstvo poslali na vse pristojne naslove v državi, pa tudi tu sosednje občinam in tako naprej. To se ni smelo zgoditi in se več ne sme zgoditi, da na tak način poravnavajo zdaj škodo, kjer vsem enako izplačujejo tudi tistim, ki škode sploh niso imeli. To je bistvo tega našega protesta. In pa se opravičujem, še zadnja zadeva. Kolega Niko me je opozoril ali pa prosil, da povem, gre za peticijo, ki jo je, katere nosilec je Drago Kocbek, kot civilna, kot, kako bi rekel, kot prvi človek te civilne iniciative, in gre pa za peticijo proti državi zaradi ceste Radenci-Grabonoš. Želim izpostaviti to, kljub temu, da je Drago strankarski človek, vemo, v kateri stranki je, ne gre za strankarsko zadevo, gre za našo skupno zadevo. Mene veseli, da je občina pripravila, smo se pogovarjali o tem in sem videl, kvaliteten odgovor
na to, kaj je občina do zdaj že vse naredila, da bi se ta cesta vendarle sanirala, popravila, na novo naredila. Meni gre danes samo za to, da ste vsi z tem seznanjeni, ker samo se skupnimi močmi, ni važno zdaj, ali si podpisal, ali nisi podpisal, ali sem jaz podpisal, nisem podpisal, mi vsi si bomo morali prizadevati za to, enotno skupaj stopiti, da državo prisilimo v to zgodbo, da nam to cesto naredi. Tisti, ki zdaj, jaz se vsak dan skoraj peljem, ko delajo pločnik, čudovito ga delajo, tudi tiste stvari, ki smo imeli pripombe, mislim, da niso na mestu, super se dela, ampak ob tem, ko zdaj težki tovornjaki vozijo material zraven, bo ta cesta do Paričjaka uničena. In moramo stopiti skupaj in moramo državo prisiliti, da dejansko, da nam to cesto izgradi. Samo to se misli okoli tega. Zdaj, kdo ni peticije videl, jo lahko prepošljemo tudi okrog po računalniku, ni nobenega problema, vendar skupaj moramo stopiti državo, moramo prisiliti, ne bodimo več ovce, pa tudi, če bomo sedeli tam na cesti, pa špricare pili. Hvala. Hvala lepa. Dobri predlogi, nekaj odgovorov bomo pol na koncu dali, če bo čas. Naslednji se je prijavil k besedi Madon. Miro. Hvala lepa še enkrat. Tudi jaz verjetno se bom malo ponavljal s vprašanji glede Janeza in bom seveda tudi to prebral, moje svetniško vprašanje. Pisno sem na občinsko upravo poslal vprašanje vezano na poslovanje Cerob. Ker se po mojem mnenju prijeti odgovori nepopolni, ponovno sprašujem. Prvič, koliko znaša cena tone odlaganja in predelave mešanih komunalnih odpadkov za občine, ki jih Cerob d.o.o. obravnava kot tržno dejavnost? Direktor Cerob je namreč v svojem odgovoru kolegu Janezu Konradu posredoval odgovor, da se medgeneracijsko središče Murska Sobota gradi s sredstvi tržne dejavnosti Cerob Puconci. Drugič, kdo in kdaj je odobril dvig cene tone odlaganja in predelave mešanih komunalnih odpadkov oziroma zakaj o elaboratu ni odločil občinski svet občine Radenci, kot je to praksa pri vseh ostalih javnih gospodarskih službah? Tretjič, kje je objavljen in kdaj je bil sprejet sklep skupščine Cerob v izgradnji, rekonstrukciji, dozidavi, nazidavi objekta medgeneracijsko središče Murska Sobota? Četrtič, predlagam, da ne glede na 24. člen odloka o ustanovitvi Cerob d.o.o., kjer piše, da so člani skupščine praviloma župani, občinski svet občine Radenci imenuje uradno v skupščino svojega člana, tako kot v javno podjetje Prlekija. Strinjam se, da poslovanje Cerob posluje uspešno, želim pa, da bi bili posledično uspešnega poslovanja nižji tudi zneski na položnicah, ki jih plačujejo naši občani. Petič, pred časom sem dobil informacijo, da mora podjetje Saubermacher pripraviti računalniško aplikacijo, iz katere bo razvidno, katera gospodinjstva so vključene v sistem odvoza in katera ne. Prav tako sem dobil informacijo, da bi naj vpogled v to aplikacijo imel medobčinski inšpektorat in redarstvo Ljutomer ter občinska uprava. Zanima me, ali ta aplikacija že deluje. Če da, kdaj je možen vpogled? Zanima me tudi, kdaj bodo to aplikacijo naročili drugi izvajalci javnih gospodarskih služb. In pa šestič, glede na opravljene razgovore, pri katerih sem sodeloval tudi sam in smo predstavniku z Saubermachera naložili določene naloge za pripravo simulacij scene, me zanima, ali je občinska uprava že prejela kakšen odgovor. Če ne, naj župan urgira in naj dostavi odgovore v najkrajšem možnem času. Hvala lepa. Hvala lepa. Naprej. Izvori, Dejan Perič. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ena izmed občank me je pred kakšnim mesecem vprašala, če imam informacijo, kje vse so v naši občini nameščeni defibrilatorji in kakšna je njihova dostopnost. Moram priznati, da sem tudi sam vedel samo za eno lokacijo, je pa jih seveda več.
Pri srčnem zastoju je namreč ključna takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, ko moramo pomagati posamezniku s srčnim zastojem, vemo, ki je najbližji defibrilator, s katerim lahko rešimo življenje. In tukaj tudi pobuda, da se vse lokacije, kjer so te naprave že nameščene, objavijo na uradni spletni strani občine, prav tako tudi v naslednjem občinskem glasilu, in sicer po mojih informacijah so te lokacije v gasilskem domu Kapela, gasilskem domu Janže Vrh, v Dosorju v Radencih in pa v trgovini Sim, kjer je dostopnost možna v obratovalnem času trgovine. Prav tako naj se dodajo kratka navodila glede same uporabe, lahko pa naredimo tudi korak več in pozovemo zainteresirane občane, da se udeležijo kratkega prikaza same uporabe. Hvala lepa. Izvoli, Eri. Lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz bi samo, sicer ste mi že odgovorili enkrat, ampak bi vseeno rad, da se javno pove glede te parcele pri železnici, se pravi pri cerkvi v Radencih, tako kot ste meni odgovorili, kdaj bo se to uredilo in kako bo se uredilo, ker ljudje danes so spet prišli in spet začeli z istimi vprašanji, kaj se gremo, zakaj je to tako neurejeno, zakaj je lahko tako razmetano in tako naprej. To je eno. Druga stvar pa je ta, da bi se vrnil nazaj na točko, ki je gospod Janez Kondrat povedal glede pokopališča. Absolutno se s tem strinjam, tudi za to nepokorščino in predlagam, če je seveda to sprejemljivo, da to stvar pošljemo na Državni zbor in se spodaj podpišemo vsi, če nam seveda to dovoli gospod Janez Kondrat. Hvala. Še kdo? Če ne bi zaključil to točko dnevnega reda. To je točka 3 in bi prešli na naslednjo točko dnevnega reda, predlog pravilnika o protokolarni obveznosti občine Radenci. Poročal bi naj predsednik komisije za gospod Janez Kondrat za statutarna pravna vprašanja. Hvala za besedo še enkrat. Ja, statutarno pravna komisija je ta pravilnik seveda obravnavala. Imela je kar nekaj pripomb in moram reči, da je občinska uprava, to, kar ste naknadno dobili, je že upoštevala vse pripombe statutarno pravne komisije, to, kar je bilo z rdečim označeno, in statutarno pravna komisija predlaga, da z temi dopolnitvami, s temi spremembami ta pravilnik danes tudi potrdimo. Moram povedati še nekaj, da ne gre za nobene vsebinske spremembe, razen tam, kjer smo dodali, da so na teh proslavah lahko udeleženi tudi prapori društev. To smo dodali zraven, drugo pa je vsebinsko popolnoma enako, samo malo drugače slovnično zapisano. Hvala lepa. Janez, pa to bi mogel dodati, ker vsi svetniki so lahko prisotni. Vsi svetniki pa lahko pridemo na vse prireditve. Hvala. Ti si geri hodite tak ali tak. Kaj neredko vidimo. Odpiram razpravo. To je čisto kratko, kdo ima kakšno vprašanje glede tega. Če ne, zapiram razpravo, zaključujem razpravo, pa predlagam ugotovitve v prisotnosti. Medtem se nam je priključil še gospod Toplak, tako da nas je 14 tukaj, prisotnih je 14, vsi kartoni so zrako. Prosim, da glasujete, kdo je za sklep, ki se glasi občinski svet občine Radenci, sprejme pravilnik o protokolarni obveznosti občine Radenci v tej vsebini. Vsi kartoni so zrako, hvala lepa. Erih, ti si za? Ok, soglasno sprejeto. Pridemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 5, predlog odloka o proračunu občine Radenci za leto 2016 v drugem branju, 17 v drugem branju. Jaz bom prebral amandmaje pa pripombe, ki so bile dane, tisto, kar smo potrdili, pa še eden amandma je bil dan pred par dnevi, to je po predlagatelj Zavod za turizem in šport Radenci, Sonja Bili, direktor zavoda.
Zavod za turizem in šport Radenci je dne 11.11.2016 oddal na Zavod za zaposlovanje območna enota Murska Sobota ponudbo za izbor javnega dela za leto 2017 za program izvajanja dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejanje športnih objektov en udeleženec in za program pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma en udeleženec. Dne 12.12. smo prejeli strani Zavoda za zaposlovanje območja enota Murska Sobota obvestilo o nesprejetju pobude za izbor programa javnega dela za leto 2017. Iz obrazložitve izhaja, da je ponudba bila uvrščena v sklop javnega povabila, programe javnih del z področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del. V tem sklopu so bile izbrane tiste pobude, ki so kot formalno popolne prispele dne 11.11.2016 do 8 ure in 9 minut. Pobuda Zavoda turizem in šport Radenci je bila oddana po navedeni uri in je bila nesprejeta. V trenutnem številu zaposlenih v javnem zavodu je zelo težko zagotovimo nemoten proces dela. Na osnovi tega naprošamo za odobritev finančnih sredstev v višini 20.000 evrov, kar bi nam omogočilo zaposlitev dodatne osebe za polni delovni čas v TIC-u in dodatne osebe za pomoč pri vzdrževanju športne infrastrukture v večnamenski dvorani na športnem rekreacijskem centru in na športno-rekreacijskem centru Slatina Radenci od marca do konca oktobra 2017. To smo izvedeli, da je to bilo, da javni delavci nismo dobili, zato sem pač predlagal, in upoštevali smo ta znesek v drugem branju proračuna, saj ocenjujem, da brez ustrezne kadrovske zasedbe zavod ne more poslovati ali pa v tem času, letnem času, dejansko ti ljudje, ki so tam zdaj zaposleni, ne uspejo vsega opraviti. Pol je predlagatelj Erik Ivanoša. Prvo je dal predlog proračunska postavka 4060, 25.000 evrov, od tega 10.000 evrov za projekt Rondoja in 10.000 evrov za projekt Gubčeva Prisojna. Predlagam, da se namesto predvidene postavitve obeležja v parku zasadijo manjkajoča drevesa in uredijo potke, dovoz sipine v ocenjeni vrednosti 10.000 evrov in se pripravi vsebina knjige o Radenci ter se zatem za leta natisne v 3 jezikovnih variantah, slovenski, nemški in angleškem, v ocenjeni vrednosti do 15.000 evrov. V knjigi se izpostavijo tudi botri dreves, koliko bodo leti želeli biti izpostavljeni. PUM Trak, kolesarski poligon, proračunska postavka 27.000 evrov, od tega 5.000 evrov za projekt poskusne izdelave povoznega rondoja. Predlagam, da se preveri na trgu zasebni interes za ureditev kolesarskega poligona, pripravi se naj razpis za stavbno pravico in se za določeno obdobje odda stavbna pravica za odplačilo z vrednostjo investicije. Osnovna postavka pri področju proračunske postavke 13, prometna infrastruktura in komunikacije, nova 10.000 evrov, zmanjša se pa opet postavka 0406, 10.000 evrov. Pridobitev soglasja in priprava projektne naloge, uskladitev na DRSI, priprava projekta PGD in PZI za rondo v križišču Radgonskega cesta v smeri Baračeve, kmetijska zadruga, avtopravnica Fingal, avtocenter Mohor. Izgradnja v leto 2018. Odgovor župana: upošteval sem vse 3 predlagane dopolnitve, vsi predlogi so bili izpostavljeni že tudi na seji občinskega sveta, ko smo obravnavali predlog odloka o proračunu za leto 2017 v prvem branju. Pol je Miroslav Madon. Za drugo obravnavo proračuna občine Radenci za leto 2017 predlagam, da se v leto 2017 pristopi k sanaciji letnega kopališča Radenci, odstopi naj se od variante naravnega biološkega kopališča in sodi v center kraja. Ne sodi, piše. Sanacija
Sredstva za sanacijo kopališča se lahko vzame iz postavk kolesarski poligon 28 tisoč, nakup zemljišč 166 tisoč, projekt športna dvorana Kapela samo za projekt 61 tisoč, park Kraljenci, vzdrževanje in obeležje 50 tisoč, delo iz navedene postavk za preostanek stroškov sanacije pa je vir zadolževanja. Moje mnenje je, da je obnova obstoječega kopališča kompleksna, kopališča oziroma kompleksa bistveno cenejša, mogoče je sanacija po stopnja, bazen, igrišče, objekt in vsekako smotrnejša in primernejša za sam kraj kot biološko kopališče. Prilagam podatke pridobljene iz interneta okrog obnove kopališča Ilirija v Ljubljani, ki je precej starejše od našega v Rajanci in katerega obnova je stala 230 tisoč evrov. Odgovor župana: upošteval sem predlagano dopolnitev, saj je predlog v skladu z vizijo in strategijo občine Radenci. Predvideni znesek v višini 200 tisoč evrov, ki je uvrščen v proračun, zadostuje za začetek investicijske aktivnosti, bodisi gradnje, bodisi odkupa zemljišč. Po pridobitvi PZI-ja bodo znani natančni zneski vrednosti investicije in bomo usklajevali z rebalansom proračuna, če bo potrebno. Polje naslednja. Gospoda Toplaka Jožeta, financiranje političnih strank. Pod tem kontom se financirajo iz proračuna za leto 2017 samo politične stranke. Predlagam, da se poleg političnih strank financirajo tudi samostojni člani občinskega sveta občine Radenci. Obrazložitev: na podlagi zakona o lokalni samoupravi, odločb Ustavnega sodišča, mnenja Računskega sodišča se za delovanje svetnikov strani političnih strank namenja finančna sredstva tudi za samostojne svetnike občinskega sveta za izvajanje nalog občinskega sveta kot tudi njenemu delovanju. Želim, da se zagotovijo enako pravni pogoji za izvrševanje funkcije člana občinskega sveta, ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene iz strankarski list ali za nestrankarske svetnike izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volilcev. Na podlagi povedanega gre za zagotavljanje enakopravnih pogojev vsem svetnikom za izvrševanje funkcije člana občinskega sveta. V predlaganem proračunu za leto 2017 pa gre za diskriminatoren odnos do samostojnih članov občinskega sveta, kar je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, pravno državo in demokracijo. Odgovor: vsebino pripombe gospoda Toplaka bodo proučile še strokovne službe občinske uprave občine Radenci, kolikor se bo za predlog našla ustrezna zakonska podlaga, bo le-ta upoštevan pri pripravi novega sklepa o financiranju političnih strank v občini Radenci za obdobje 18 do 22. Polje stanovalci Slatinske ceste in del Boračeve, zastopnica Betka Leopold, predlagajo ureditev ceste Zemljičeva Slatina. Mislim, da tega ne bi vam vsega čital, vseh teh cest. Polje predlog Vogrin, Marija in Alojz ter skupina občanov ureditev ceste Novo, to je za Okoslavci Graba. Polje Domanjko Mirko, vzdrževanje nekategoriziranih cest v Kapelskem vrhu, Hlaponska Graba je občinska cesta, pa bi se naj uredila. Polje predlog za dokončno, to je predlog član občinskega sveta Janez Kontrat je dal, kljub vsemu, da bi pa nima navedeni bistveni pripomb na predstavljeno verzijo proračuna za leto 2017, kljub vsemu pa bi želel, da bi predlog končno potrditvijo vendarle še nekaj spregovoril o dolgoročni obnovitvi nekaterih asfaltnih preblek na določenih cestnih odsegih, in sicer Ras je mota odsek od poslopja Mlekarne do železniške proge, odsek ceste v Turjanskem vrhu, to je v območju bivanja podžupana Aleša Kavčiča, cesta v Radenskem vrhu od Vinotoča Belak do vinogradniške kmetije Medvešček in del vozišča v Dragotinci od vulkanizerja do hiše Novak. Polje še en predlog za ceste, predlagan Jernej Mateja Peršak, predlagam soudeležbo občine Radenci pri izgradnji ceste v Kocjanu v višini 50% na parcelni številki 82/3. Ta del cesta bi bil tudi odmerjen in prepisan na last občine Radenci. Polje Svet krajevne skupnosti Kapela je pripravil v občini sklep številka 14.3, verjetno je to, ja, ne vem,
Proračun občine Radenci za leto 2017 se uvrsti izvedba ureditve javne poti v Kozlaci Graba v Kozlaci, skladno pripravljenim projektom, ki ga je ta namen v letu 2013 izdelal Bojan Safran. Sredstva za ureditev so v letu 2014 že bila zagotovljena, vendar se je takrat v dogovoru z županom in direktorico občinske uprave dogovorilo, da se sredstva z rebalansom porabijo za širitev hrbteničnega dela Ošoja in se v naslednjem letu 15 sredstva ponovno zagotovijo v proračunu. Sredstva za izvedbo ureditev javne poti se zagotovijo iz proračunske postavke 04125 iz nakupa zemljišč. Pol je sklep številka 14.4. V proračunu občine Radenci za leto 2017 se uvrsti tudi obnova javne poti Radenske Vrh v Kozlaci od Vinotoča Belak do Tratnik. Sredstva za obnovo javne poti se zagotovijo iz proračunske postavke 04900 energetska sanacija stavb. Pol številka 14.5. Svet krajevne skupnosti se strinja s predlogom finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2017. Pol je Erik Ivanuša dal predlog proračunska postavka pri pripravi projekta PZI za ureditev križišča Gubčeve in Prisojne ceste ter hodnika za pešce za odpravo arhitektonskih ovir, možnost uporabe pločnikov z invalidnim vozički, geodetske odmere in pridobite prepotrebnih zemljišč, na primer zamenjavo odkup. To se 10 000 evrov uvede nova postavka, iz postavke 04060 pa se odzame 10 000 evrov, je pa postavka, proračunska postavka, dovolj pa je naslednja proračunska postavka nova 5000 evrov, vzame se iz postavke 0450 5000 evrov, poskusna izvedba povoznega rodoja v križišču Dajnkove in Trdinove ulice na lokaciji trikotne jase. Pol je še iz Okoslovec prišel predlog od Herman Feliksa. Pri pregledu občinskega predloga v proračunu občine Radenci za leto 2017 nisem zasledil izgradnje ceste na parcelni številki 819/1 v Okoslovci. Upravljalec ceste občine Radenci za ceste je bil že pripravljen gradbeni projekt pred 2 ali 3 leti, kjer sem lastnik parcele 185/1 in sem vezan z dovozom na parcelo s to cesto, pa me zanima, zakaj ni gradnje te ceste v proračunu za leto 2017. Na to cesto je vezan tudi Antonič Leon, ker ima gost parcela številka 468 in je ravno tako odvisen od te ceste. Ker smo pred 2 letoma pristali, da se takrat ni delala cesta zaradi dokončanja širokopasovnega internetnega omrežja v delu vasi Okoslovci. Sedaj so že vse hiše priklopljene na širokopasovni internet, pa ni več nobene ovire za gradnjo ceste na parceli številka 819/1. Prosim, da se gradnja te ceste vnese v občinski proračun za letošnje leto 2017. Pol še ena, Zlatko Mir. Naj se opredeli izdelava ceste asfaltne podlage na parceli številka 897/1 v Radenci. Sredstva za ta namen se naj koristijo iz predvidenih sredstev bančnega kredita, ki naj bi bilo namenjena za obnovo cest v občini Radenci. Navedeno območje ob Kapelski cesti, bivše ceste Fingal, je v celoti prodano individualnim lastnikom posameznih parcel, na kateri so zgrajene stanovanjske hiše. Bivši lastnik in investitor v območje je v celoti plačal komunalni prispevek, katerega kasneje zaračunal vsakemu posamezniku kupcu parcele. Izgradil komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod in gramozirano cesto ter kot dovoz do posameznih parcel. Na tem območju so prodane vse gradbene parcele in v veliki večini izgrajene hiše, kar pomeni, da je smiselno izgraditi, dokončati ulico z asfaltno prevleko. Odgovor na vse ta cestna vprašanja je pa sledeči. To je moj odgovor. V skladu z dogovorom na seji občinskega sveta sem imenoval komisijo za pregled cest v sestave. Niko Brus, predsednik krajevne skupnosti Radenci, Marko Bapotič, predsednik krajevne skupnosti Kapela, Aleš Kavčič, podžupan, Srečko Petek, predstavnik koncesionarja in Davorin Zamoda, predstavnik občinske uprave. Na podlagi ogleda in zapisnika komisije sem v odlog proračuna za leto 2017 uvrstil obnovo naslednjih cest in ulic. Ureditev Prisojne ceste, delna razširitev v ocenjeni vrednosti 41
da je 590 evrov. Poltrdinova ulica, preplastitev 50% sofinanciranja strani prebivalcev v skupni ocenjeni vrednosti 5963 evrov. Polje del ceste Hraštanski vrh Hrastje Mota in sicer odsek od mlekarne v Hrastje Moti do Nivojskega križanja ceste in železnice v ocenjeni vrednosti 17.851 evrov in ureditev ceste Kapelski vrh Turjanski vrh v ocenjeni vrednosti 152.559 evrov. Komisija si je vse ceste, ki so bile predlagane, dobro pregledala, pa so pač je ugotovila, da je v tej višini sredstev, ki jih imamo predvideni v proračunu, to je 230.000 evrov, uvrstila te ceste v obnovo. Naslednjo leto pa se lahko vrstijo tudi pol naslednje ceste, odvisno od vaših predlogov. To so odgovori, oziroma to je upoštevano v proračunu. Zdaj pa še imamo... to tako v proračunu glasuje, to sem glasuje. Tanja, izvoli. Ti predstaviš samo spremembe proračuna, zato v prvem branju je bilo tako predstavljeno celote. Na kratko. Pozdravljeni. Proračun za leto 2017, ki vam ga danes predlagamo v sprejem, je skrbno načrtovan. Upoštevana so bila tudi vsa dejstva, ki so bila znana do priprave gradiva. Župan vam je že predstavil vse pobude in pa predloge, ki jih je upošteval oziroma jih ni, zato jaz se tu ne bom ponavljala. Potrebno je pa povedati, da vse tisto, kar dobimo prihodke v proračun, davki, koncesnine, dohodnina, finančna izravnava, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najemnine, to komaj da pokriva tekoče in pa zakonske obveznosti oziroma tudi že dogovorjene obveznosti iz prejšnjih let. Za vse dodatne investicije, projekte, opremo društev, investicije v javne zavode, ponudbo v zimskih mesecih, nakupe zemljišč, deleže občine v projektih, ki se sofinancirajo, začetek ureditve bazenskega kompleksa, modernizacije cest in pa vse drugo je potrebno najeti kredit. Če še zdaj malo povzamem številke iz proračuna, prihodki so za letošnje leto planirani v višini 4.724.300 evrov, odhodki veliko večje višine 6.300.417.750 evrov. Primanjkljaj, ki se tu pokaže, se bo pokril s kreditom v višini 1 milijon, ostalo pa iz ostanka sredstev, ki znašajo na zadnji dan lanskega leta 755.000 evrov. V glavnem so to namenska sredstva iz okoljske takse, omrežnin, najemnin in podobno. Spremembe smo vam glede na prvo obravnavo prikazali kot razliko smo vam v proračunu v gradivu prikazali med prvim in drugim predlogom. Večje spremembe na prihodkovni strani pa so, kot je že župan povedal, dobička od lekarn bo manj, kot smo sprva pričakovali pa planirali. Potem znižali smo tudi prihodke iz naslova komunalnega prispevka, to so večje spremembe. Zmanjšali smo tako prihodke zasebnega investitorja kot transferne prihodke in pa tudi posledično odhodke iz naslova energetske prenove stavb. Povečali smo prihodke iz prodaje stavb in pa zemljišče za 105.000, ker smo povišali tudi odhodke za nakup zemljišč. Vse to glede razpolaganja in pa pridobivanja stvarnega premoženja je podrobno obrazloženo pri sprejemu, pri letnem načrtu, ki se sprejme kot del proračuna. Prav tako pa smo dodatno med prihodke vključili prihodke, ki jih bo nam nakazala še občina Ljutomer, to so pa tista likvidnostna sredstva, ki smo jih premoščali, dejansko, ko še ni država vračala denarja. Gre za sredstva vodnega sklada, sicer v dosti manjši višini, kot je bilo sprva planirano, bodo pa v višini 140.000. Za to razliko več ne bo odhodkov, ker so že bili prikazani v proračunih 2014 in pa 2015. Potem, zakaj bomo namenili letos odhodke? Poleg seveda zakonskih obveznosti. Proračun je precej investicijsko naravnan in sicer uredilo se bo avtobusno postajališče v Okoslavcih, prav tako se bodo postavile nadstrešnice, pristopilo se bo, kot je župan že omenil, k pripravi projektov za oba rondoja, dokončala se bo gradnja pločnika in pa javne razsvetljave na Kapelu,
Preplastile se bodo nekatere dotrajane ceste, kot je tudi župan že naštel, pripravili se bodo projekti za športno dvorano na Kapeli, postavila se bo električna polnilna postaja na lokaciji avtobusne postaje v Radencih. Prav tako, če bomo uspeli na razpisu, se bo saniral parket v športni dvorani v Radencih in nabavil semafor z našo soudeležbo. Potem se bodo posadila nova drevesa v parku in se izdala monografija. Obnovil se bo del javne razsvetljave. Ta javna razsvetljava je tako že v veliki meri obnovljena in se to kaže v vedno manjših stroških električne energije. Potem so predvidene subvencije v kmetijstvo, investicije v javne zavode. V osnovni šoli Radenci se nameravajo urediti sanitarije v novem delu in pa že precej dotrajan plato pred šolo. Potem pri osnovni šoli Kapela se predvideva zamenjava dotrajanega pohištva, stavbnega pohištva, nakup prepotrebne nove opreme za delovanje ter pa izvedba drenaže na severni strani šole. Prav tako v proračunu ostajajo kot veliki zneski, kot veliki stroški tudi subvencije občanom za ceno omrežnine, tako za kanalizacijsko kot vodovodno omrežje, subvencija za ceno vode, cenejše karte za kopanje, subvencije za gradnjo malih čistilnih naprav ter sredstva za sofinanciranje društev, športnih, kulturnih, humanitarnih, mladinskega in pa vseh ostalih. Torej, proračun je precej investicijsko naravnan, kakorkoli občinskemu svetu predlagamo, da proračun v predlagani oblike sprejme. Ja, hvala lepa. V času rokov pred sejo sem prejel v normalnem roku, sem prejel amandma in z vsebino, ki mu jo prebral. To je amandma na dovoljen predlog proračuna, ki ga je dal občinski svetnik Erik Ivanuša. Kot občinski svetnik vlagam amandma na dopolnjen predlog proračuna, ki nam je svetnikom predložen v gradivu za 15. redno sejo občinskega sveta. Predlagam, da se proračunu da nova postavka in sicer nakup vile Vogler, ocenjena vrednost potrebnih sredstev za nakup je 75 000 evrov. Potrebna manjkajoča sredstva v proračunu se zagotovijo z dodatnim sredstvi kredita in sicer konto 500-101 se poveča za 75 000 evrov. S tem je proračun občine Radenci uravnotežen, obrazlaga pa je sledeča. Vila Vogler, občani občine Radenci pogrešamo hišo kulture v smislu, da se tam izvajajo različne občanom in širši javnosti potrebne kulturne dejavnosti in aktivnosti. Vsled tega smo se skupina kulturnikov iz naše občine zbrali v začetku letošnjega meseca, februarja, in sklenili, da damo pobudo za nakup Voglerjeve vile, bivši AOP, Cankarjeve ulici v Radenci. Objekt je kulturni spomenik voden v registru kulturne dediščine in propada, kar je za Radence kot turistični zdraviliški kraj nesprejemljivo. Objekt je bil pregledan. Sanacijo smo usklajevali s spomeniško službo Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor. S kulturnimi aktivnostmi bi objekt poleg lepe arhitekture dobil tudi ustrezno omenjeno vsebino. Glede na to predlagamo, da občina Radenci odkupi objekt v celoti za potrebe kulture. Naložbo vidimo kot smotrno, saj bi projekt z notranjimi kadri in profili usposobili z vzorno hišo kulture. Objekt s svojo prostorsko zmogljivosti omogoča širok spekter kulturnega delovanja in druženja, kot so likovna dejavnost in galerijska dejavnost, glasbena dejavnost, literarna dejavnost, bralni večeri, literarni večeri, knjižnica, gledališka dejavnost, multimedijska dejavnost, radijska in filmska dejavnost in drugo. S tem bi na področju kulture delovali kot celota na nivoju občine, regijsko, na državnem in mednarodnem nivoju. Dogodki in sam objekt bi privabljali domače in tuje obiskovalce. Kjer smo turistični kraj, bi bila hiša z njenimi dogodki dobra obogatitev turistične ponudbe v našem kraju. Dolžni in odgovorni smo, da na temeljih, ki so jih pustili predniki, gradimo in negujemo kulturo naprej.
Zavedati se moramo, da so tukaj delovale pomembne osebnosti nacionalne in mednarodne kulturne scene, ki si zaslužijo dostojni prostor za predstavitev njihovega dela. Tukaj mislimo predvsem na pesnika Kajtana Kobiča in akademskega slikarja grafika Lojzeta Logarja, ki sta obenem našega častnega občana. V objektu bi namenili posebna prostora za predstavitev njunega dela. Smoter in cilji na hiše kulture bi bilo tudi medgeneracijsko delo in vseživljenjsko izobraževanje. Vodenje celotnega projekta bi bilo zaupano skupini kulturnih zanesenjakov in kulturnikov iz naše občine, ki razpolagamo s strokovnim znanjem in izkušnjami na tem področju. Slednji smo v fazi ustanavljanja društva oziroma zavoda. V pričakovanju pozitivnega odziva na zastavljen predlog vas lepo pozdravljava. To je ta obrazložitev, so pisali kulturniki, predlog za ta amandma pa je dal Erik Ivanuša. Jaz sem si to zadevo skupaj z direktorico, pa s temi kulturniki, pa tudi Erik Ivanuš je bil zraven, smo si pogledali, pa moram reči, da je zadeva zanimiva. Osebno se strinjam s tem amandmajem, da ga uvrstimo v proračun, moramo pa preiti najprej na glasovanje glede amandmaja, ki sem ga prebral. Je tudi bi razprave, ne? Najprej bi ugotavljali prisotnost, koliko vas je prisotnih? 13. Kdo je za to, da podpremo takšen amandma, kot je bil predlagan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ta amandma je pol sprejeti. Hvala lepa. Zdaj pa bi prešli na odločanje o proračunu. Najprej bi predlagal, da ker sta dva odbora o proračunu v drugem branju imela seje in razpravljala, da data svoja poročila, to je odbor za gospodarstvo. Hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog odloka o proračunu občine Radence za leto 2017 v predlagane vsebine v drugem branju. Hvala. Hvala lepa. Odbor za finance je obravnaval tudi, ker predsednika ni bi prosil Dejana Beriča, da poda poročilo. Predlog odloka o proračunu občine Radenci je na svoji 12. redni seji obravnaval tudi odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve. Izpostavljene vprašanja oziroma zadeve so bile predvsem pri projektu Kraka C, zaščite in reševanje, sofinanciranje nakupa opreme za društva, Cero Pucumci, nakup zemljišč, družinski pomočnik, zavod za turizem in šport ter socialni transferji. Sprejet je bil tudi eden izmed sklepov 3/12 in sicer člani odbora zahtevajo, da se gre v postopek ugotavljanja odgovornosti, preseganje vrednosti investicije in nedoseganje ciljev v skladu z vlogo pri projektu izgradnje vodovodnega sistema Krak C. Člani odbora z 2 glasovoma za in z 2 glasovoma proti predloga proračuna v drugem branju nismo potrdili. Hvala lepa. Razprave glede proračuna v drugem branju po našem poslovniku ni, je pa dovoljeno, če kdo želi opredelitev glasu. Vladimir Antoš. Kaj? Ti si? Izvoli. Antoš Vladimir. Hvala lepa za besedo. Jaz bi obrazložil svoj glas oziroma svoje stališče. Jaz se ne bom prijavil glasovanje in ne bom glasoval. Jaz sem že v prvem branju sem rekel, da zame sicer je bilo omenjeno, da je proračun investicijsko naravnan, ampak za mene je merilo, kako bodo Radenci zanimivi za tiste, ki se želijo priseliti, kakšne možnosti nudimo za nova delovna mesta. Jaz sem občutek samo, da je občina tista mozna krava, samo gremo, denar. Na prihodkovni strani pa bolj maro. Tisto, kar bi dejansko bil direktni priliv nekako v proračun. Fundacija za šport je bilo prijavljeno na 2017-2018, nič sredstev, kar nekaj sredstev na strani
pa 100 tisoč evrov na odhodkovni strani, projekt 61 tisoč evrov za športno dvorano. Ljudje božji, treba se zavedati, lahko je zgraditi, oziroma relativno lahko je zgraditi stvar, kaj pa vzdrževanje, tekoče stroške, to se nič ne vpraša. Jaz načeloma podpiram idejo gospoda Ivanuša, dejansko tale objekt AOP v slabem stanju, okolica zanemarjena, ampak to ni samo AOP, to tudi ogromno drugih objektov v Radencih. Ista zadeva, vzamemo AOP, treba sanirati, treba ogrevati, elektrika, zunaj vzdrževati. Kako bomo to vse zmogli? Imeli smo zbore občanov, kjer se je predstavila ta projektni vodja za celostno prometno infrastrukturo. Jaz sem gledal v načrtu razvojnih programov. V 2018 imamo predvideno nekaj čez 200 tisoč evrov sredstev. To se bo gradilo postajališče za avtodome. Za 2019 naprej nimamo nič sredstev. Prej je bilo navedeno, koliko je prošen za gradnjo, za popravila lokalnih cest. Za 200 tisoč, pa predvsem, ko se bo delal samo tale, kje so druga sredstva? Bazenski kompleks. Jaz sem tisti e-mail, ki je prišel, jaz sem rekel, gledajte, ko smo dobili pogled dve varianti, ki sta za bazenski kompleks, brez samega zemljišča, najprej bi bilo treba rešiti zemljišče, da imamo zemljišče, pa potem se... Samo je opredelitev glasu, ne pa zdaj razprava o cele proračuna. Razprava ni več v drugem radu. Ja, vse to je to. Obrazlagam svoj glas, zakaj se ne bom odeležil prijavil na glasovanje in ne bom glasoval, se pravi, zame proračun kot takšen ni sprejemljiv, ne bom pa glasoval proti, zaradi tega vseeno se mi zdi tale nakup te vile, vseeno je več pozitivnih stvari, ne bom glasoval proti, sem pa zato zdržal. Hvala lepa. Še kdo? Če ni več drugega prijavljenega za opredelitev glasu, bi predlagal, da ugotovimo prisotnost. 8, 10, 12, 13. 13 prisotni. Sklep se glasi: Občinski svet občine Radenci sprejme odlok o proračunu občine Radenci za leto 2017 v drugi obravnavi s potrjenimi amandmaji in naslednjimi prilogami. Splošni del proračuna za leto 2017, posebni del proračuna za leto 2017, načrt razvojnih programov za obdobje 2017 do 2020, kadrovski načrt za leto 2017, letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017, letni načrt nabav občinske uprave v leto 2017, letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2017, letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2017, letni načrt oddaja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2017 najem in letni program kulture občine Radenci za leto 2017. Kdo je za takšni sklep, kot sem ga prebral? Glasujemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 za. To pomeni, da je soglasno potrjeno, eden se ni prijavil k prisotnosti. Hvala lepa. Preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka 6. Predlog sklepa o potrditvi nove ekonomske cene programa vrtca Radenci, Radenski mehurčki. Mihaela, lep pozdrav. Ravnateljica vrtca bo podala predlog. Lepo pozdravljeni. V mesecu decembru, torej na 14. redni seji občinskega sveta, je bil sprejet sklep o sistemizaciji oddelkov in zaposlenih vrtca Radenci, Radenski mehurčki in sklep o novi enotni ekonomski ceni. Takrat sem med predstavitvijo sistemizacije omenila, da bomo v mesecu februarju glede na število vpisanih otrok podali predlog za spremembo sistemizacije. Tako smo na podlagi 10. člena zakona o vrtcih 30. januarja 2017
na občino Radenci poslali predlog za spremembo sistemizacije zaradi potrebe po odprtju novega oddelka v enoti Mehurčki v Radencih. Na podlagi poziva strani občine smo predlog dopolnili še s podatki o spremembi deležev posameznih delovnih mest in z novim izračunom ekonomske cene. Vsi ti podatki so navedeni v gradivu, ki ste ga prejeli. V spremembi sistemizacije smo predlagali odprtje novega homogenega oddelka v prvem starostnem obdobju, saj smo v mesecu decembru zapolnili vsa prosta mesta v enoti Mehurčki. V mesecu marcu imamo pisanih toliko otrok, da zadostimo normativu potrebnemu za delovanje oddelka. Predlagali smo pričetek dela v polovičnem oddelku, ki bi ga vodila vzgojiteljica, ki je trenutno notranje prerazporejena. S odprtjem novega oddelka se spremenijo deleži nekaterih zaposlitev. Posledično bodo razlike, ki so bile doslej financirane izven ekonomske cene, spet vključene v ekonomsko ceno. Po spremembi sistemizacije se spremeni tudi delež svetovalne delavke in organizatorke zdravstveno-higienskega režima v seštevku, in sicer za 25%. Za ta delež predlagamo, da se do konca šolskega leta racionalizira. Po novem izračunu enotne ekonomske cene, ki trenutno znaša 387,62 evrov, bi se po odprtju novega oddelka ta znižala za 1,09 evra in bi znašala 386,53 evrov. Nova ekonomska cena je pripravljena na skupno število, to je 198 otrok, kolikor je tudi vpisanih. Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava in ga v predlagani vsebini potrdi. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Sicer je fajn čuti, ko se nekaj poceni, ne? Vendar vseeno odpiram razpravo, kdo ima kakšno vprašanje, ker je ravnateljica še tu. Če ni nobene razprave, zaključujem razpravo, pa ugotavljamo prisotnost. 14 prisotnih. Sklep se glasi: Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog nove enotne ekonomske cene programa predšolske vzgoje v vrtcu Radenci, Radenski Mehurčki v višini 386,53 evra. Kdo je za? Glasujemo. Soglasno potrjeno, hvala lepa. Računamo pa, da bo zdaj, ko bo se Janžem Vrhov ukinil vrtec, še neka pocenitev, ne? Verjetno, ne? Dobro, hvala lepa. Pol preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka 7. Podaja pojasnila k sprejetemu odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Radenci. Glejte, to bi predlagal, da danes kaj dosti o tem ne bi razpravljali, zaradi tega, ker bomo imeli glede oskrbe s pitno vodo še ta mesec eno sejo, kjer bomo se izključno posvetili tem vsem stvarem, ki se dogajajo z vodo, pa elaboratov, cenah, pa tak dalje. Tako da bi jaz predlagal, da zdaj, če ima slučajno kdo kakšno posebno stvar za razpravljanje, lahko pride razpravljati, vendar bi se raje takrat pri tisti v roku 14 dni približno bo ta zadeva stekla, takrat pogovorili samo o vodi glede tega, pa takrat bomo tudi dobili verjetno, ko bo prišel direktor javnega podjetja Prlekija, določene stvari nam tolmači, da bomo se lažje pogovorili kaj pa kak, ne? Se strinjate s tem? Tako da bi to točko dejansko zdaj preskočili, pa bi prišli na 8. točko dnevnega reda, predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice. To je odbor za, oziroma
statutarna pravna komisija obravnavala, pa bi Janez prosil, če ti konkretno daš mnenje statutarne pravne komisije, pa tudi razložiš, kaj je, ne? Hvala za besedo. Torej, gradivo ste vsi dobili domov, jaz upam, da ste si ga prebrali. Mene je razveselilo dejstvo, ko sem zadnjič slišal od enega člana naše statutarne komisije, pa pravzaprav od dveh članov, da je že na tistem delu, kar smo čez zimu naredili, pa pravzaprav še nismo nič velikega naredili, da je tam bilo ogromno otrok in da so se sankali in to se pravi namen tistega, kar smo lani, o čemer smo govorili in kar smo hoteli v končni fazi doseči, je v precejšnjem delu že dosežen. Če zdaj najdemo še nekoga, ki bo to zgodbo odpeljal naprej in niti ne znam izgovoriti, kolesarsko stezo izgradil, potem smo dosegli namen in statutarno pravna komisija seveda predlaga, da se ta sklep potrdi. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam. Aha, izvoli. Jaz bi vseeno, jaz sem že parkrat govoril o tem, nekak stvari bi mogle biti centralizirane, mogoče se motim. Če imamo športne objekte, naj bodo športni objekti na približno vsaj eni lokaciji. Ta točka, teh 4000 kvadratnih metrov, ta je poleg poslovno-gospodarske cone. In za 6 let, jaz upam, da se bo kaj v smeri, da bomo tudi v bistvu razvojno naravnani, da bomo imeli posluh tudi za male gospodarstvo, za podjetnike, da se bo kaj dogajalo. Zdaj bomo, ta lokacija se meni zdi ena izmed elitnejših lokacij za razvoj malega gospodarstva. In tu bomo zdaj mi gor imeli za 6 let pump track. Ne vem. Mislim, da so primernejše lokacije, ampak Zgleda, da je odločitev padla pač, ampak me vseeno se mi zdi, odločitve, ki jih sprejemamo. Hvala lepa. Verjetno vsi veste, kje je ta lokacija. To je to, ko se je navažala iz izkopa vodovoda oziroma zemlja, se je deponirala tam. Računali smo, da bomo to zemljo rabili za nasip pri novi čistilni napravi. Vendar je začela se tu pojavljati razni pleveli pa tako dalje, pa smo naročili pač, da se ta hrib oziroma takrat je bila nasuta zemlja poravna, uniči tisti pleveli, ki so zgoraj rasli, na koncu je iz tega gratal lepi hrib za otroke, za smučanje. Precej otrok je se tu smučalo v tem času, ko je bil sneg. Smo pa se že večkrat pogovarjali, da bi vsaj začasno naredili iz tega neko zgodbo, tak bicikl cross ali kako god ga imenujemo, ko bi se dejansko mladina lahko tu rekreirala. Ta zadeva, ko je tu predlagana, bi bila za dobo 6 let. Tu se kaj dosti ne bi investiralo, zato tu bi se te grbine pa te stvari uredile. Po 6 leti ne da nič narobe, če bomo rekli, tako zdaj pa rabimo mi to za nekaj drugega, pa tudi, če bomo verjetno pogodbo tako naredili, da je tudi prej možno prekiniti, vendar v tem primeru pa bomo tistemi, kjer da je vložil v to ureditev tega, pač morali določeno odškodnino plačati, pa tako bo tudi pogodba glasila. Če pa bo se to dobro obneslo, pa verjetno nima nobene nič proti. Je pa res, po eni strani je fajn, če imamo na eni lokaciji te športne objekte, po drugi strani pa je opet fajn, če imamo te stvari malo po Radencih razmetane. Moram pa pohvaliti, da imamo kar nekaj podjetnikov, takšni in drugačni, ki so zainteresirani v Radence nekaj napraviti, tako da se v Radenci lahko pohvalimo z nekaterimi stvarmi, kar je v malih občinah po Sloveniji prisotno. Imamo živalski vrt, ki ga je napravil gospod Mitev, imamo golf igrišče z 9 luknjami, ki ga je postavila družina Tivadar, celo avionsko pisto za male aviončke te, ki lahko pristajajo tam, imamo fitness center v Oračevi, ki ga je gospod Škrget postavil
imamo avtopralnico, kar poudarjam, da je zelo dobro se prijela, kjer se ta umazanija z avtom, ki je tudi dostikrat lahko ekološko zelo problematična, kontrolirano odvaja v predčiščenje, pa polno čistilno napravo. Zdaj se gradi novi objekt za tehnične preglede za kamione, pa tudi za osebne avte, tako da dosti tega pa imamo, kar mogoče drugi nemajo, da se ne menimo o kopališčih v termah pa tako dalje. Tako da vseeno, kljub temu, da stalno kritiziramo, da nam park propada, da se izgovarjamo na denacionalizacijo, res je, da je denacionalizacija kriva, da ga ne moremo urediti, vendar upam, da se to tudi v doglednem času rešilo. Mogoče, da se že letos oziroma drugo leto kaj konkretnega bo lahko povedalo glede tega. Tako da dosti stvari pa imamo dobro rešeni. Na račun dosti teh podjetnikov, obrtnikov, raznih posameznikov, ki so pač pripravljeni tudi nekaj vložiti, to pa iskati neko tržno nišo. Enako je za to bicikl cross ali kako god imenujemo, za to zadevo je tudi en zainteresirani, ki bi pač vložil v to sredstva, pa da bi mladim omogočili na taki način tudi rekreacijo. Računamo, da bomo letos pristopili tudi, da bo se lahko na motokrosu v Janževem vrhu tudi začela vadba, pa tudi tekmovanja. Tudi to je nekaj vredno. Tako da, kar nekaj tega imamo. Odpiram razpravo, če ima kdo kako vprašanje glede tega. Če ne, če ni razprave, naprej bi prebral sklep, ki se glasi: Občinski svet občine Radenci sprejme sklep o ustanovitvi stavbne pravice za to zadevo, ki jo je Janez tudi predstavil. Kdo je, najprej ugotavljamo prisotnost. 13 prisotnih. Glasujemo, kdo je za takšni sklep. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 za, to je soglasno potrjeno, hvala lepa. Preidemo na naslednjo točko, to je točka 9, predlog sklepa o potrditvi zemljiško-knjižnega dovolila. Isto bi Janez zaprosil, da stvari, ko je njegova komisija obravnavala. Ja, še enkrat hvala za besedo. Gre za zadevo, o kateri smo mi že v preteklosti v nekaj primerih zadeve obravnavali. Gre skratka za to, da se v pravnem smislu uredi lastniško razmerje in da se dovoli nekomu vpis v zemljiško knjigo. Ljudje niso sami krivi, če je nekoč v nekaterem sistemu nekdo zgradil blok, pa ni uredil teh lastniških razmerij. V tej zgodbi razpolagajo z vsemi dokumenti, izkazano je njihovo lastništvo in je nesporno in je normalno, da moramo dovoliti, da se ta postopek izpelje in da se oni v zemljiški knjigi vknjižijo kot lastniki. Mi predlagamo seveda, da ta sklep potrdimo. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, bi najprej preverili prisotnost. 14 prisotnih. Sklep se glasi: Občinski svet občine Radenci sprejme sklep o potrditvi zemljiško-knjižnega dovolila, kot je bilo predlagano. Kdo je za takšni sklep? Glasujemo. 14 za, hvala lepa, soglasno sprejeto. Preidemo na 10. točko, odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov. Glede pobude, ki jo je dal Janez, glede Ceropa, imam jaz predlog, da zdaj ali na naslednjo sejo ali pol v poletnem času povabimo direktora Ceropa, pa naj za vse te stvari nam on sam razloži. Mi sicer od Ceropa dobimo zelo dobro pripravljena poročila, kjer je za vsako občino prikazano po vsaki vrsti odpadka, koliko se čega zbere, pa zato sem jaz tudi že rekel, da smo ena od boljših občin, ker te koristne odpadke, tako kot je papir, steklo, pa te stvari, ki jih lahko na neki način vnovčijo, te stvari največ oddamo. Tako da tu smo dobri.
bomo pa ga povabili sem, da bo, mislim, kaj je Janez se strinjal, da ga sem povabim, pa naj nam tu predoči, mi bomo vprašanje poslali, pa naj nam on razloži, zato ga pol ga lahko tudi vprašate, kaj je. Za obrambo proti toči, tu sem sam se nekaj ukvarjal s tem, dejansko je našo do Mure področje varovano z obrambo pred točo, preko Mure na prekmurski strani pa ni varovana. Pa lansko leto je bilo konkretno kar ena taka posebna toča, ki se je začela komaj pojavljati močneje, na koncu Hrast je Mota, pa je udarila preko na Prekmurje, tam pa je napravila dosti večjo škodo. Tako da to mi je posebej poudaril tak gospod Kralj, ki je vodja te oskrbe oziroma varstva pred točo z avioni. Jaz mislim, da je to varstvo z avioni ni 100%, to sigurno ni, pa kak god, nobene nam tega ne more jamčiti, vendar je ta toča, ki je prizadela naše področje, bila dosti bolj blaga, kot bi bila, če tega ne bi imeli. Zdaj pa lahko pa glih tako povabim k gospoda Krala, ki je vodja tega, da nam pride sen, pa nam prikaže, kak to zgleda. Je pa tisto, Janez, ko si predlagal, da bi naj Pomurje bilo zaščiteno. Trenutno ne morejo zagotavljati dodatnega aviona, ker so se prekmurske občine pač odločile, da ne financirajo tega, zdaj pa morajo vsaj pol leta ali pa leto dni preko lahko usposobijo, ko dobijo za avion licenco, da ga nabavijo, licenco dobijo, pa ministrstvo za finance bi se moglo glede tega izjasniti. So pa me prosili, da naj probam dobiti tega gospoda Krala preko regionalne agencije, ki zdaj imamo ta mrežni sistem, da tudi prekmurskim županom to razloži. Tu na desni strani Mure vse občine pokrivljamo ta strošek, pa pač na neki način je boljše varovanje, kot če tega ne bi bilo. Imaš pa lahko 10 strokovnjakov, pa da je vsaki neko drugačno stališče povedal. To je glede škode po pozebi, to se absolutno, Janez, glede škode po pozebi se absolutno strinjam, mi smo sigurno ali 3-krat ali pa 4-krat sem Janez ali Ivanoša Janija zadolžil, da naj kliče na svetovalno službo, na oddelek za reševanje, kaj je z popisom, ker smo želeli opraviti popis, samo navodila nismo dobili nobenega. Da pa delaš popis zaradi popisa, ko ni nobenih polefektov z tega, je pa škoda časa. Zdaj smo dobili spomladi oziroma konec lanskega leta smo dobili predlog pač, da je ministrstvo izbralo način, da na podlagi višinskih točk, pa na podlagi nekih meteoroloških poročil določi, kje bi naj ta pozeba bila, pa so pač vsem poslali že natiskane obrazce ven, da je škoda bila 60%, skupaj vrednosti, ki pa jo razdelili, pa je 3,5 milijona, če se ne motim, v celi Sloveniji. Od tega, Janez, imaš ti to podatek, koliko bi naj to dobili posamezniki plača? 6 ali 7% vrednosti teh 60% škode. Če ima nekdo 7 hektarov, bo dobil okoli 1500 evrov. Ja, tako da nobene neredova škoda je več, kot je imel, zato ker vsak je nekaj imel, je pa res, da pa tisti, ki pa so res imeli škodo, tisti pa isto dobili toliko, kot tisti, kjer so imeli samo 5 ali pa 10%. Tako da to pa ni prav. To je glede škode po pozebi. Peticija civilne iniciative, absolutno se strinjam, mi smo tudi podprli zadevo, tudi sem pripravljen, če bomo šli na javno nepokorščino izraziti, da bomo šli cesto zaprli, kaj sem pripravljen sodelovati, vendar bomo zdaj videli, kaj nam je odgovorilo, tudi direkcija za ceste, pod katere spada to, res je, da smo parkrat bili na direkciji, vendar nam vsi pravijo, da ni denara. Veste, da imamo že koliko, 10-15 let v programi smo z obnovo ceste od Rondoja do Mostov, ni se nič zgodilo, stalno na vsako leto prelagajo.
Na koncu se nam je zgodilo to celo, da 8. ali 9. leta, ne 10. ali 9. ali 8. leta je bila ta cesta prekategorizirana iz regionalne ceste v turistično cesto, največ prometa pa se na tej cesti odvija. Na tej cesti je skoraj 100% večji promet, kot je prej bil. Ne vemo, kako rešiti, nihče nam ne ve povedati, kako rešiti kamione na tej cesti, tako da, če pošljemo v Koslavce dol policijo, ki bo več prisotna tam, pol v Koslavču ne pa še, da je stalno nekdo tam, tako da res ne vemo, kako zadevo rešiti. Nekdo da nam mogo dati pač predlog, kaj ali kako bi se zadeve lotili. Mislim, da bo direkcija mogoče kje po Sloveniji ima kakšno tako zadevo, ki bo lahko boljše rešila. Šel pa je dopis na direkcijo za ceste, peticija in naš odgovor na to peticijo, tudi k strani občine. Glede, Miro, tisto, kar si ti, glede Ceropa tudi, to bomo probali dobiti sen, da bo prišel direktor, pa da bo dal pismeno obrazlago. Glih tako za Oberhammer, imamo kakšen odgovor? Nimamo še. Nimamo še odgovor, to, da na naslednji seji bomo pač pismeno dali. Tudi za Dejan Berič, ki je predlagal, da bi objavili, kje imamo nameščene defibrilatorje, to bomo naredili. Je bilo tudi izobraževanje, v Janževem Vrhu vem, da je bilo, da je Mencigarova, Slavica je to izobraževanje opravljala, jaz sem celo en čas bil prisoten, pa na Kapelju je bilo izobraževanje. Take izobraževanje je bilo, ni pa problem, da se zmenimo, da še se kakšno izobraževanje opravi ali v Dosoru, tam je plac dober, ne, ali pa tudi tu v Radinu se lahko naredi. Da pa bomo to objavili, kot si predlagal. Glede ureditve parcele, ko je predlagal Erik Ivanoša, Žar Robin, probali smo vse, kar je možno narediti, pa še naprej delamo. Pri meni je ta človek bil na razgovori, je hotel, da umaknemo kazen, ki mu jo je naložila redarska služba, mislim, da ima že koliko? 3 ali 4 račun oziroma kazni za plačati, pa mislim, da stila po 1000 evrov. Pri meni je bil, sem mu rekel, da je to dolžen urediti, rihtati, če ne bo pač kaznovani. Je rekel, da on tega ne bo delal, če bomo zahtevali od njega, da to more plačati, bo pač iz Radenc prenesel firmo, ki jo ima ustanovljeno, ko dela neke hišice, pa ne vem, 13-14 ljudi ima zaposlenih tam pri Škrgeti, da bo ukinil to proizvodnjo, pa delavce odpustil. Rekel, gledajte, če vi to mislite tako narediti, mi vam ne moremo preprečiti, vendar dolžni ste to parcelo primerno urejevati. On je rekel, da nimamo nobenih pravic od njega zahtevati, če je v fazi gradnje, da bi mogel to urejevati. Tako da glede tega je pač rešujemo preko redarske službe, pa zdaj, če ne bo plačal, se bo pač samo izvršba napravila, ali kaj god. To je glede, s tem smo gradivo za današnjo sejo izčrpali. Hvala lepa.